Lepo pozdravljeni na današnjem dogodku, na katerem bomo predstavili knjigo Balkanska pot, pojmovnik evropskega režima irregulariziranih migracij na periferiji Evropske unije. Zelo me veseli, da je očitno premalo stolov in da je ta pogovorna postaja čisto premajhna glede na vaše število. Knjigo bosta predstavili urednici slovenske izdaje, profesorica Uršula Lipovec-Čebron z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Ljubljanske filozofske fakultete in profesorica Jelka Zorn z Fakultete za socialno delo ter Asja Hrvatin, prevajalka te knjige. Pa kar začnimo. Torej, ta pojmovnik v bistvu sestavlja 21 poglavij, 21 pojmov, pri čemer v bistvu vsako poglavje obravnava en pojem oziroma koncept. Razvrščeni so po vrstnem redu, od avtonomije kot prvega koncepta do živali. Ampak preden se posvetimo vsebini knjige in mogoče namenu, me v bistvu za začetek zanima, gre namreč za nekoliko predelan prevod. Knjiga je sprva izšla v hrvaščini in srbščini. Kakšno je ozadje pričujoče knjige, pa mogoče tudi, zakaj je pomembno, da je ta knjiga na voljo tudi v slovenskem jeziku? Hvala, Ana. Jaz sem danes zelo vesela, da sem tu, ker se mi zdi to kar velik dosežek. Namreč ozadje, običajno imajo knjige zelo zanimiva ozadja, o katerih ne govorimo ali pa jih malo prikrivamo. Ta knjiga je v bistvu nastala kot posledica enega, po mojem mnenju, zelo zanimivega projekta ERIM, ki je združeval raziskovalke iz Slovenije, Srbije, Hrvaške s povezavo z Bosno. In dejansko smo ta projekt začeli kot terensko delo. Torej, nismo se zadovoljili samo z branjem študij drugih ljudi in v bistvu kopiranjem pojmov iz Zahodne Evrope ali pa celo iz ZDA, kar običajno številni počnemo, ampak smo hoteli na terenu preveriti, kaj se dejansko dogaja. Ta teren, kot veste, verjetno vsi, teren migracije je vedno zahteven teren, težek teren, etično, čustveno, mentalno, izjemno zahtevno delo. In mi smo hoteli na nek način narediti dve stvari. In sicer en tak pojmovnik, ki bi bil zelo hiter, ki bi zelo hitro reagiral na naša spoznanja in smo kar v bistvu skozi, ko smo riskovali, dali na splet v bistvu pojme, ki so se nam kazali kot pomembni. O tem lahko kasneje govorim, recimo en od pojmov, ki so se nepričakovano pojavili, čebula, recimo, ali pa lestve, ali pa druge stvari. Hkrati pa smo v bistvu pripravili tak daljši, bolj poglobljen pojem, oziroma pojme, ki smo jih riskovali kolektivno. To je bilo zelo kolektivno delo. Recimo, nekdo začel raziskovati nekaj na Hrvaškem, potem smo to podobno primerjali s Slovenijo, Srbijo in dopolnjevali. Tako da smo v bistvu vedno delali običajno, ne vedno, ampak običajno sta bila vsaj dva avtorja za en pojem in tako smo nekako prišli do teh različnih pojmov in jih objavili v knjigi, ki je bila kot rečeno najprej hrvaško-srbska, v hrvaško-srbskem jeziku. In potem smo imeli tako debato med različnimi kolegi, v katerem jeziku še rabimo te pojme. In tako je bila ideja v angleščini, ne? Hkrati pa smo nekateri rekli, ne, mi rabimo to v slovenščini, zato ker se nam zdi izjemno pomembno razvijati v slovenščini terminologijo, ki je pomembna ne samo za naše študente in študentke, ampak tudi za vse nas, da pravzaprav razmišljamo o pojmih, ki niso samo direkten prevod iz angleščine ali pa celo anglizirani, ne? Ampak dejansko, da jih znamo uporabiti in celo mogoče inovirati, ne? V tem smislu. Tako da za nami je v bistvu ena kar precej težka pot v smislu, ker je vsakič znova, to bo Asja boljše povedala, to treba v bistvu prevesti, razmisliti za vsak pojem, ki je na novo nastaja in tu so nastali kar številni pojmi, hkrati pa nam je bilo mogoče dosti lažje, ker je bila za nami založba Filozofske fakultete, ki je izjemno pomagala tu ves čas.
Tako da, ja, nekako z Jelko nismo imeli poletja in tudi več mesecev sva živeli predvsem s to knjigo, ampak to so pač verjetno običajne muke. Jelka, bi kaj dodali o svojem nepoletju? Ja, mogoče. To je že problem. Ja, mogoče, no, mislim, tudi meni je bilo na začetku, no, težko, zakaj v slovenščini, če imamo že v angleščini, ker pač ljudje veliko beremo v angleščini in bolj je to kar neko tako normalno stanje te angleščine se vzpostavlja, ne, ampak s tem v bistvu smo se pa zelo veliko pogovarjali o neki dekolonialni perspektivi, ne. Da bi brali avtorje in avtorice, ki niso samo iz zahodnega sveta in angleško govoreči, da bi tudi te naše avtorje in avtorice brali in potem pa, da bi imeli pa to samo v angleščini, je potem gremo nazaj na to utečeno, ne. Tako da smo se tudi zaradi tega odločili tudi za slovenščino. Če smem samo tu dodati, v slovenski verziji so 3 novi pojmi, ne? Nemobilnost, mobilnost, žival in zvok. Tako da to so pojmi, ki so bili v bistvu pripravljeni samo za slovensko verzijo in ti pojmi so po mojem res neverjetno zanimivi in pomembni, ker v bistvu dostikrat ne razmišljamo o živalih na migrantski poti, ne razmišljamo o zvoku, kako v bistvu neka pot je zvočna pot tudi, ne samo čutna, samo recimo vizualna. Ampak mogoče preden se posvetimo tem pojmom, bi vendarle izpostavila, ko knjigo vzamemo v roke in jo odpremo, lahko preberemo, da vidve knjigo posvečata spominu na begunski koridor, ki je potekal pred 10 leti. In ko sem jaz prebrala tole vajino posvetilo, sem razmišljala o 2 stvareh. In sicer, da je v bistvu od tega, ko je v medijih obveljalo, da gre za begunsko krizo, seveda v narekovajih, minilo že 10 let in o tem, kako zelo smo družbeno ponotranjili način razmišljanja o migracijah, ki se je takrat vzpostavil ali pa ki se je takrat dokončno zakoličil. Pa me zanima, kako vidve ali pa morda vi 3 gledate na ta 10-letni proces. Ja, mogoče, ne vem, koridorja ne vidim glih kot neko koridor je v bistvu nadaljevanje tega, kar je bilo že prej vzpostavljen, nadzor in avtonomija, ne, kar se tiče nadzora migracij in kar se tiče avtonomije, je izredni dogodek, sigurno je izredni, zaradi tega, ker se naenkrat vse spremeni, recimo določena pravila evropske migracijske politike takrat ne veljajo več, kot je Dublin, Schengen in tako naprej. Se pravi, je en izreden dogodek, ki je trajal od septembra 2015 do marca 2016, v katerem je milijon ljudi pripotovalo iz Sirije čez Turčijo, Grčijo in tako naprej, Slovenijo, Hrvaško do Nemčije. V tem smislu je zelo poseben in izreden dogodek, ampak vsi mehanizmi, ki so bili prej na delu, pred vzpostavitvijo koridorja in med vzpostavitvijo, deloma med vzpostavitvijo koridorja, so tudi zdaj. Ne? To so v bistvu nadzor, varnostnizacija, konec koncev mogoče ni šlo, konec koncev tudi ilegalizacija, konec koncev tudi vprašanje pravice do azila, ta obstaja ali kako, ali to sprejetje, pogojno sprejetje človeka, tudi ko dobi status begunca, avtonomija seveda, upor, stalna, mislim, game, tudi, ne vem, pushback game, nekaj, kar se zdi, da je mogoče bilo po zaprtju koridorja, da se je zlasti vzpostavilo na tej poti. Tudi to je že prej obstajalo. Potem meni se zdi razlika s koridorjem je, da je naenkrat so migracije postale glavna vest. V Sloveniji, na Hrvaškem, pravzaprav v celi Evropi. Naenkrat so polni časopisi in mediji, prikazujejo begunci, kako hodijo v teh kolonah in tako naprej, ampak migracije niso, oziroma iskanje zatočišča v Evropi ni nekaj novega. Tudi že prej smo imeli
prej so prihajali ljudje k nam zaprošati za azil, že prej so bili pushbacki, že prej je bilo nasilje, že prej je bilo zapiranje, že prej je bilo dolgotrajni postopki, dublinski postopki, vsi ti mehanizmi nadzora so že prej bili vzpostavljeni, so se vsem malo, ko bi rekla, malo zamaknili, malo preuredili in potem so se spet nazaj. Ja, jaz bi mogoče sam to še rekla, da kakor si ti rekla, da je bil koridor nek izreden dogodek, pa bil je zelo spektakulariziran, zelo je bil, kakor si rekla, izpostavljen v medijih in zelo je mogoče prevzel neko in vizualno in tudi drugačno diskurzivno obvladoval je v način, kako se govori o migracijah, medtem ko se mi zdi, da tako v pojmovniku pa se v bistvu obravnavajo stvari oziroma perspektive migracij, ki so pa bolj prikrite, ampak so ful bolj zanimive in bolj žive in bolj pomembne. Recimo zvok, kako ostati slišen, neslišen, žival, kot si ti rekla, ali pa čakanje, ki je kot nek vidik poniževanja ljudi, dehumanizacije, razčlovečenja ljudi, ki se ga pozablja, ampak je bil tudi v koridorju v bistvu zelo prisoten. Ta prisilna mobilnost ali pa prisilna nemobilnost. In se mi zdi, da je to močna točka pojmovnika, v bistvu, da nasprotju z koridorjem, ki je bil glavna vez, da neke stvari, ki so bolj prikrite, da jih izpostavi, jih osvetli in v bistvu prek tega ne samo jezikovno, ampak tudi konceptualno gradi drugačen narativ o migracijah, kar je pomembno. Ja, in mislim, da je ob prebiranju te knjige res jasno, da ste avtori veliko premisleka namenili vprašanju jezika, pojmov, konceptov. Nenazadnje, že v naslovu migracije opredelite kot irregularizirane, torej seveda ne ilegalne, niti ne irregularne, temveč irregularizirane. In zdi se vse skozi, da je torej ta razmislek o jeziku pomemben. Na kak način ste svoje uvide torej upovedovali, je ključno. A lahko mogoče pokomentirate tudi ta vidik, torej izbire konkretnih konceptov, besedišča, morda tudi iz prevajalskega vidika? Mogoče pa dajte mi zapomniti. No, jaz mislim, da, kot rečeno že prej, običajno, ko govorimo o čemarkoli, so pojmi že tam, ne? Pri nas pa smo pojme šele iskali. Mi smo besede iskali in v bistvu besede smo našli na terenu. Torej, mi nismo šli v to, da smo že prej imeli nek pojmovnik, ki ga potem samo še dopolnjujemo z našimi uvidi, ampak smo v bistvu spraševali ljudi, ki so imeli izkušnjo migracijske poti, kako vidijo, kako govorijo, kako razmišljajo, ne? In iz tega so prihajali pojmi. In recimo, marsikateri pojem je za nas bil, kot sem že prej rekla, presenetljiv. In verjetno, upam si reči, no, da so najboljši bili pri tem študenti. Ker mi smo dostikrat sodelovali študenti in smo v bistvu kot raziskovalci, raziskovalke z izkušnjami jih potem peljali na teren in oni so dejansko videli bolj sveže, bolj inovativno so znali videti pojme, ki jih mogoče mi nismo videli. Ne? Vsaj v mojih izkušnjah, ko sem recimo peljala študente v Veliko Kladušo, v Bihać, ko smo bili v bistvu na meji, slovensko-hrvaški meji, pa slovensko ali pa hrvaško-bosanski meji, so študenti bili tisti, ki so rekli, poglej recimo, zakaj je, vsi govorijo o verižnem prevodu, zakaj recimo so nekateri pojmi tako skozi v obtoku, recimo pojem, ki je bil nam kar običajen, game, ne? Game, recimo pojem, ki je absolutno emski, ki je absolutno del balkanske migracijske poti, ne? In dejansko so oni sami, begunci, migranti, ljudi na poti, uporabljajo game kot del svoje terminologije, ne? Ampak ne samo game, recimo game v vseh smislih, ne? Recimo game v smislu game, ki pove, kakšen transport, za kakšen transport gre, za kakšno pot gre, ne? Tukaj imamo kup enih gameov, ki so tudi tragični gamei, ne? Zelo velikokrat so tragični. Tako da, in mi nismo hoteli zdaj prevesti game v igro, ampak smo pustili v bistvu ta ponarodel izraz, in ki je noter, ne? Zapisani kot game. Kdaj drugič smo imeli recimo
drugačne rešitve. Tako da mogoče, če bi ostali malo več povedali o tem. To bi se jaz vse se strinjam, kar si rekla, da so nekateri pojmi zelo enski, kot sta recimo game, ki je tudi zapisan, kot si rekla, game, pa tudi pushback. Tudi pushback je v bistvu zelo enski in je napisan kot pushback, tako kot se izgovori. Medtem ko in velike teh zvok žival, ko smo rekli, ki so v bistvu na novo napisani in so zelo zanimivi, no, ampak to ni zdaj to vprašanje, ki ste ga vprašali. Eni pojmi so pa mogoče res teoretski. Meni se zdi avtonomija migracij tak teoretski pojem, tako abstrakten in teoretski. Večina jih je pa zelo takih etnografskih oziroma enskih. Jaz se strinjam, da eni pojmi so mogoče bolj abstraktni, ampak večina pojmov je pa res, kot si ti rekla, Uršula, se vidi, da izhajajo iz terena, iz ljudi samih. V bistvu najbolj primer za to je res game in pushback, zato ker vsi prevodi besede pushback, v bistvu neko, na hrvaškem prisilno preterivanje, prisilno vračanje, prisilni izgon, nima tega pushback, da je dejansko fizična sila, da je dejansko pomikanje nazaj in je v bistvu, koliko je pomembno, v bistvu, zato so tudi ljudje vzeli to besedo za svojo, ker dejansko opiše to utelešeno izkušnjo. In v bistvu pri prevodu smo dosti je bil poudarek na tem, da so besede in izrazi, ki jih uporabljamo, ne samo pač to, kar ste govorile, neko dekolonialna perspektiva, pa graditi svoj jezik in svoj premislek, ampak v bistvu, da res črpajo da v bistvu neka tudi čustva ali pa neke afekte, neke odnose, ki so del terenske, del izkušnje migracije, da jih v bistvu ubesedijo, da se zapiše. Malo ste se že dotaknili tudi tega, da je v resnici ste verjetno na terenu identificirali en kup pojmov, ki bi jih lahko na tak način razdelali v knjigi. Vseeno teh 21 kaže na to, na kako različna področja sega nek poglobljen razmislek o migracijah. Pa me zanima, kako ste se pravzaprav zamejili na to končno izbiro pojmov, ki so vključeni v pojmovnik. Vem, da je možno torej na spletnem mestu prebrati neke krajše, mogoče bolj sprotne odzive, kako pa potem narediti tisto končno izbiro? Ja, to je tako hudičevo vprašanje, Ana. Mislim, to je, dejansko je bilo to zelo težko in po mojem je to, bi lahko rekli, da je to res samo eno od potencialnih pojmovnikov. Dejansko, mi smo se tolažili, da pač tukaj ne bomo vsega pogledali, ker imamo možnost vedno objavljati na tem online Erimu, tako e-Erim, je še vedno delujoč pojmovnik in še vedno, ravno kar smo nekatere nove pojme zdaj vnesli iz Bele krajine, ampak je dejansko vedno to odprto, nedokončano, fragmentarno, za razliko od kakšnih pojmovnikov, ki hočejo biti celoviti, ki pravijo zase, da so sistemski ali pa sistematični. Naš nima te ambicije. Mi vnaprej rečemo, da nismo sistematični, smo fragmentarni, ogromno stvari nam manjka, tako da v bistvu se odpovemo temu občutku, da smo zajeli vse. Samo potipali smo neke stvari. Tudi hoteli smo, na nek način smo se malo igrali s tem, da smo bili kot malo enciklopedični, malo smo ta način enciklopedije, pojmovnika uporabili, da smo dali čim več referenc, da smo v bistvu čim več vključili nekih povezav, da lahko bralec čim bolj potem sam raziskuje naprej. Kdaj smo zato obtežili tekst in kdaj je bilo tudi težko verjetno prevajati. In poskušali smo neke kratice tudi ohraniti, da bi ljudje, ki ne poznajo te materije ali pa ki bojo šli na teren, da bi jih lahko to nekako bilo vodilo. Pa zelo smo mislili na študente. Nekako jaz vidim to kot neke vrste vodilo za moje delo na področju migracij. Jaz se tako vse strinjam, kar si rekla. Zato, ker tako kot prejem vidim, kaj manjka, kjer pojem manjka, manjka kriminalizacija solidarnosti, manjka tihotapcev, manjka von, manjka, ne vem kaj, tako stvari manjka, ampak zato se zelo strinjam s tem, kar je rekla Uršula, to je pač
nek izbor in se ne bi pretvarjali, da smo kar vse zavedali. Ja, pa mogoče tudi neka perspektiva, zato ker tudi teren migracij je tak, da se skozi spreminja. Migracijska pot, ta se zažge, oziroma požge, tako kot pač migranti sami reče, požge se, it got burned, in grejo nekam drugam, in so žarišča nekje drugje, in tako pač se tudi pojmovnik niti ne more biti. Meni se zdi, da če bi želel biti preveč sistemski ali pa preveč zaprt, da bi bil drugačne perspektive, da ne bi mogel biti del perspektive avtonomije migracije. Morda ste s tem, ko v bistvu zelo tudi eksplicitno pišete o tem, da gre za neko fragmentarno nastajajočo zadevo, na nek način implicitno pokomentirali tudi to nemogočo zahtevo znanosti, da naj bo končno celovita, do zadnje pike napisana. Tako da mislim, da lahko beremo tudi kot recimo družboslovci, humanisti to tudi v tej luči. Sedaj bi se premaknila na v bistvu vajno izkušnjo. Uršula in Jelka, vi dve sta obe raziskovalki, s tem se raziskovalno poglobljeno in dolgotrajno ukvarjata. Hkrati pa sta tudi visokošolski učiteljici. Kako prepletate ti dve vlogi in mogoče tudi v luči te knjige, na kakšne konkretne načine je lahko tak pojmovnik uporaben za študentke in študente? Mogoče, v bistvu, jaz mislim, da dostikrat je ta ločitev raziskovalka, visokošolska učiteljica, pedagoška delavka, nasilna ločitev, težka ločitev, v bistvu dostikrat nesmiselna ločitev. Jaz dostikrat vidim, da nekaj, kar imam rada, kar rada raziskujem, torej spoznanja, ki jih dobim iz terena ali pa preko branja referenčnih del, potem z veseljem dam naprej. In dostikrat ločevati to dvoje je precej frustrirajoče in neplodno. No? Zato sem v bistvu poskušala čim bolj vključiti študente v sam projekt ERIM in v pojmovnik in nekako sem od začetka, pa tudi z ostalimi kolegicami in kolegi, ugotavljala, da študenti morajo biti enakovredni, v tem smislu, da smo enakovredni pri raziskovanju. Da pač seveda jih jaz mentoriram ali pa jih pač ostali mentoriramo, ampak dejansko kot raziskovalci so lahko, kot sem že prej rekla, še bolj propulzivni, še bolj inovativni kot mi, ki imamo več izkušenj, ker mogoče tisto, kar je treba izpostaviti, večina ljudi, ki je danes na balkanski migracijski poti, je njihova generacija. Ne? Ljudje, ki umirajo recimo v rekah kot je Kolpa, so njihova generacija. In to je nekaj, kar je šokantno in grozno. In recimo, jaz se spomnim enega momenta, ko smo začeli delati študenti, ko smo šli na grobove umrlih ljudi, so videli svoj lasten letnico rojstva. In to je nekaj, kar v bistvu obrne perspektivo in v bistvu tudi v tem smislu naredi njih, študente, za dosti bolj bližnje raziskovalce, priče, očividce. Zato nekako se mi zdi, da je tu zelo pomembno izpostaviti, da so oni, po mojem mnenju, v mojem potovanju po tem projektu, po tej knjigi in tako dalje, so enakovredni ostalim kolegom. In ogromno sem se naučila od njih dejansko. Tako da tukaj noter mogoče jih ni toliko začutiti, ampak v bistvu, če odprete ta ERIM pojmovnik, pa bojo gesla predvsem njihova. Zdaj, mogoče z vidika fakultete za socialno delo je malo drugače, ker mi smo antropologi in antropologinje, da bi imeli take terene, kot pri vas na antropologiji, tako da se študenti in študentke potem srečujete, se so tudi tukaj, naši študenti in študentke se srečujete z ljudmi, ki so že tukaj, ki so prosilci in prosilke za azil, ali pa so ljudje s statusom, ali pa so kot migranti prišli. Tako da bolj po moje je ta perspektiva tukaj, kaj se zdaj dogaja z ljudmi, kako pač skupaj nekaj ustvarjati, kako se skupaj boriti za neke pravice, si naredite en prostor, ki je varen in tako. Smo pa naredili tudi dva terena, en je bil v Šidu, ko je tudi je bila Acija z nami v Srbiji, en je bil v Veliki Kladuši, ampak to je bilo bolj tako izjema. Pri nas sicer ni drugače na socialnem delu takih terenov, so, kako bi rekla,
sprotna druženja z ljudmi. Druženja z ljudmi na daljši rok, na neki redni bazi. Ne. Zdaj, kar se tiče samega poučevanja, kako vključujemo, mislim, da bomo vključili čisto klasično kot literaturo, ne, pač neko literaturo, ki jo skupaj beremo na ta način. Ja, bolj na ta, meni se zdi malo bolj klasičen način, kakor recimo pri Uršuli, ki ste tudi skupaj delali ta gesla. Ne. Bom si dovolila še eno podvprašanje, ker preprosto jaz ne poznam ozadja na FSD-ju poučevanja tega. Vem, da je med študenti etnologije in kulturne antropologije in zlasti študentkami veliko neke občutljivosti, interesa, ja, tudi želje potem, da se udeležujejo tovrstnih terenov. Kako pa je pri približevanju tem tematikam, ki so lahko ne samo teoretsko kompleksne, ampak tudi po človeški plati izredno zahtevne, naprimer pri delu s študenti in študentkami na FSD? Ja, tema ni samo intelektualen izziv, ampak je tudi čustven, zaradi tega, ker v bistvu tukaj se mi zdi, da gre včasih tako za neke argumente nasproti nekemu čustvovanju. In to čustvovanje je vpeto v pripadnost neki skupini. Ne. In tukaj težko pridemo z neko argumentacijo, ne, in potem, ko študenti in študentke, ko se pogovarjamo o stvarih, se strinjamo glede argumentov, glede teorije ali pa izkušenj in tako naprej, ampak mogoče trčimo v neke konflikte z okoljem, v katerih smo, ali jaz, ali študenti in študentke, mislim, da se to nam vsem dogaja, ne, in tukaj je težko, ker v bistvu gre za bolj za pripadnost skupini, kot pa za neke argumente, ne. Zato je to težko, se mi zdi. Tako, ene stvari se je treba odučiti, pa nekih novih, mislim, v bistvu je treba razgraditi in dekonstruirati vsa razmerja moči. Ja, zato je pa tudi dobro, da imamo take knjige, ki nam dajo potem jezik in besede, s katerimi lahko ubesedimo neke stvari, ki se nam zgodijo. Jaz lahko rečem, kot tvoja študentka, ki je bila na terenu v Šidu, v bistvu, da, kakor si rekla, da ni to samo intelektualni izziv, ampak da je čustveni izziv in da v bistvu biti bližina meje te toliko zaznamuje in toliko spremeni, da res pač moraš dekonstruirati vse pri sebi, v svojem okolju in res rabiš jezik za to, da lahko sploh ubesediš, kaj vidiš, kaj čutiš in šele kako to sploh misliš. Ker tega nimamo dovolj besed v bistvu za to, da povemo, kar vse tam vidimo. Sam če lahko eno tako ključno besedo dam, ne. Ključen kontekst, o katerem se učimo, ali pa če gremo na teren, ne, v katerem delujemo, je v bistvu varnostnizacija. Mislim, da sva se z Uršulo to ful velikokrat pogovarjali, to ni običajen teren, ni običajno učenje, ni običajno poučevanje, ker je v bistvu vse zaznamovano s tem odnosom nasilja in odnosi moči. In zaradi tega je to v bistvu vse na nekem robu, vse je v bistvu za udeleženje v tem, recimo, mislim na migrante, begunce, tudi gre za zelo težke stvari. In tudi sami, v bistvu, če smo na terenu, smo deležni nekega nadzora, smo soočeni z nasiljem in smo stalno na nekem robu, kot rečeno. Ne. To zaprav se moramo skozi zavedati tega konteksta varnostnizacije. Ne. Ja, jaz bi tukaj samo dodala, večinoma gre za nasilje, recimo policije, meje, ne pa recimo to, kar običajno ljudje mislijo strani migrantov in migrantk. Jaz moram reči, da mogoče ena stvar še od prejšnjega vprašanja, kako se je spremenilo čas v zadnjih 10 letih od koridora dalje, je po mojem glavna stvar, da se o migracijah govori izključno negativno, izključno se jih kriminalizira, ljudi, ki so na poti. In v resnici v predavalnici moramo najprej čez en dolg proces, da pravzaprav sploh ugotovimo, zakaj tu gre. Ne? Ker študentje pridejo in študentke v predavalnice polne nekih hudih strahov, ki so medijsko pogojeni in so popolnoma neutemeljeni. In tukaj je, za razliko od kakšnih študentov, jaz predavam migracije že 25 let. In spomnim se recimo v začetku, kako so študentje absolutno z veseljem, navdušenostjo stopali do prosilcev za azil
brez strohice strahu. Danes je treba iti najprej skozi ure in ure enih pogovorov o tem, odkot imajo te strahove. In ti strahovi, mislim, dejansko številni mediji, številni politiki, številne skupine delajo noč in dan, da nam v bistvu dejansko vse več strahu nažene v kosti in ti strahovi so res, mislim, predstave, ki jih imamo migranti, so tako neutemeljene v 99% primerov, da je to strašljivo. In zato pa tudi se mi zdi, da je pač namen te knjige zares ravno to odgovoriti na drugačen način na to tematiko, ki je tematika, kjer, kot rečeno, ponavljam se zdaj, kjer se kriminalizira ljudi na poti, kjer se kriminalizira solidarnost z njimi, stik z njimi, v glavnem vse, kar ima veze z migracijo. Lahko samo dodam. Jaz se sploh nisem prej domislila, ko sem govorila o varnostnizaciji, da bi v bistvu povedala, kdo je tukaj grožnja za nas, pa kdo ne. V bistvu mi je to tako običajno, pa mogoče ni za širšo javnost, če se ne sooča z ljudmi, ki so v bistvu tarča te varnostnizacije, ampak policija je v bistvu ta, ki je grožnja in migranti in migrantke oziroma begunci in begunci so tisti, ki so neprestano ogroženi. In ko rečem varnostnizacija, pač to mislim, ampak toliko sem tega navajena, da se mi zdi to samoumevno. Tudi mogoče imam jaz malo drugačno izkušnjo glede študentov in študent. Mislim, da je zdaj več nekega zanimanja, takega iskrenega zanimanja in bolj so študenti in študentke že vključeni v neke strukture, ki so migrantske oziroma begunske, kar pa pred leti. Ampak ja, sam to varnostnizacijo sem hotela tudi, da ne bi slučajno se kakšen pomen tle zgubil, kdo ogroža koga. Ja, mislim, da ta knjiga res nam daje možnost razmisleka o nekem novem pojmovnem vesolju, ki lahko tukaj obstaja onkraj nekih ustaljenih diskurzov. In ko dobimo besede ali pa ko razmišljamo o besedah, o pojmih, začnemo tudi o teh vsebinah in o tej temi razmišljati na drugačen način, tako da mislim, da to je res velik doprinos tega pojmovnika. Pa me morda zanima številne ta gesla oziroma pojme, ste se jih že malo dotaknile, a bi bil mogoče kak, ki bi ga pojasnile še malo bolj podrobno? Ja, midve z Asjo sva se pogovarjali vsaka v enem pojmu zdaj, mogoče lahko ti pojasniš čakanje, pa je žival. Ja, meni je, mislim, seveda pač so mi vsi pojmi, so mi blizu, pa sem tudi jaz živela z njimi to poletje, kar konkretno in intenzivno, ampak mi je v bistvu kot nek pojem, ki me je presenetil oziroma ki mi je dal največ za misliti, mi je bil pojem čakanja, ki je v bistvu en način dehumanizacije, kot sem že rekla, ljudi na poti, ki je toliko spregledan in toliko normaliziran. Evo, čisto konkretno, kot sem prej Jelki omenila, moj mož čaka, da mu podaljšajo pasoš in ko smo ga šli podaljšati, so mu rekli, da bo začakati 5 do 7 mesecev, kot tako matter of fact, tako pač je. In to pomeni, da je normalizirano, da nekdo čaka 5 do 7 mesecev in da ne more zapustiti države, kar tako, da je kaznovan za to, kar ni naredil nič. Ampak to je samo tako en od majhnih primerov in se mi zdi tako zelo pomembna perspektiva za osvetliti, zelo se mi zdi fajn, kako je napisan, kako je obravnavan, katero življenje je vredno čakanja, kdo je lahko na čakanju, koga se lahko pusti čakati, kako je čakanje v bistvu tudi orodje zastraševanja, kako je čakanje lahko v bistvu nasilno dejanje, čeprav se zdi, kot da je nedejanje, kot da je odsotnost dejanja, ampak je v bistvu aktivno dejanje, aktivno nasilno dejanje. Tako da meni osebno je ta pojem najbolj postil. Meni je mogoče najbolj presenetil pojem žival, tega nismo midve z Uršulo pisale, tako da zdaj ga ne znam tako dobro ponoviti, kot če bi ga jaz pisala, ampak sploh nisem razmišljala o vlogi živali ali pa o povezavi, niti v vlogi živali na begunski poti, na balkanski poti, niti o diskurzivni rabi živali, mislim, nič od tega, niti povezave pač žival migracije. Zdaj in več načinov je. Eno je, da so v bistvu živali, kot so recimo
psi, da so pravzaprav pomočniki pri odkrivanju migrantov in migrantk na poti in da so te psi, te pomočniki, da so v bistvu tako diskurzivni kot fizični pomočniki, ne? Tako na ravni diskurza tega govora, kako v njih govorijo in čist fizično, kako jih iščejo. Ne? Medtem, ko so te psi zelo poosebljeni, imajo imena in so individualizirani, so migranti homogenizirani in razčlovečeni. Ne? So v bistvu, in tudi ne samo, da so razčlovečeni, ampak so včasih tudi razčlovečeni na en poseben način, animalizirani so, kot živali. Recimo, ne, prebivalce v meji se straši, ali pa svari pred migranti na isti način, kot se svari pred medvedi. Ne? Kot neka groza, kot ene zveri v bistvu. Ne? In ne vem, da sem celo najdla en odlomek, jaz ne vem, ali je primerno, da ga preberem. Zdaj, da vidim, koliko sem si. Ja, sem malo da vidim. Da vidim. V isto skupino udomačenih živali, ki so individualizirane z lastnim imenom, kakor je že bilo omenjeno zgoraj, spada tudi psička Candy. Božji dar, svetovni fenomen, strah in trepet, strokovnjakinja za ilegalce, ponos hrvaške policije. To so pač vsi izrazi, ki so bili v časopisu hrvaškem o tej psički. To so le nekateri od izrazov, ki so jih v medijih uporabili za psičko mešanko, ki je konec leta 2016 pritavala na mejni prehod Bajakovo in po izjavah tamkajšnjih policistov menda brez kakršnekoli predhodne dresure odkrivala v navednicah ilegalne migrante skrite v tovornjakih. Candy je po navedbah policistov znala zelo dobro prepoznati prav migrante, ki jih je razlikovala od denimo voznikov tovornjakov v navednicah iz istega podnebja. To so pozneje razlagali še eno teorij, skratka, da malo spustim tudi, tole sem hodila. Psička Candy si je za svoje zasluge prislužila medaljo, ki jo je okoli vratu nadel minister za notranje zadeve ob proslavi ob dnevu hrvaške policije leta 2017. PR-ovska poteza, ki je izkoristila sočutje in naklonjenost do živali, pa tudi poosebljanje lika za promoviranje obmejno-policijskih dejavnosti, se je izkazala za uspešno. Komentarji v mediji so se gibali od dobrohotnih do navdušenih ter povsem pozabili na tiste, ki so se morali skrivati v tovornjakih oziroma na dejstvo, da so bili ljudje iz stiske prisiljeni v skrivanje in da ne gre za eksplozivna sredstva ali droge, ki naj bi jih zavohali policijski psi. Poleg bučnega aplavza si je v podelitvi medalje psička Candy, posredo pa s tem tudi hrvaška policija, na družbenih omrežjih prislužila komentarje, kot sta srček mali ali pametna psička ter želje za uspešno in dolgo kariero. Potem je pa nekdo tudi še napisal, da malo spet spuščam, resnično simpatična zgodba, veseli me, da je v ljudeh še človeškosti in ljubezni. V bistvu pa gre za nasilje nad migranti. Tako, na ta način totalno prikrito in kar smo že rekli v teh povezavah. In mislim, da ta primer tudi res odlično pokaže na to, na kako širok način lahko razmišljamo o tej temi, če jo dobro poznamo na terenu, in če res spremljamo, kaj se dogaja. Uršula, bi morda tudi ti predstavila ali vsaj omenila kak koncept? Ja, mislim, konceptov, kot rečeno, težko sem se zdaj odločila, kateri, ko se razmišljam, kateri bi tako bil podobno intrigantno zanimiv. Mogoče, da ne pokvarila zdaj vzdušje, ki ga je vseeno ta Candy prinesla, zdaj razmišljam, mislim, ampak ga bom pokvarila, se opravičujem. Gre za v bistvu pojem game in pri gameu je v bistvu, kot rečeno, gre za to, da ljudje imajo to pot, ki jo vidijo kot neke vrste izziv, svoj lasten izziv na nek način, ki je vprašanje, kako se konča.
In zdaj, v bistvu, zakaj je pomembno iti na teren? No, to vam lahko tako zelo dobro pokaže primer ravno v Gejmu, kjer se je zgodilo, da so, saj veste, hrvaška policija, podobno kot že prej slovenska, je zelo maltretirala, na različne načine mučila ljudi na poti. No, in v enem primeru so ljudje na poti rekli, da so jih hrvaški policisti mazali z majonezo in s kečapom. In ko so potem, in to so pač v bistvu različne organizacije ponavljale. In ko so potem hrvaške avtoritete se odzvali na to, tudi hrvaški minister, so rekli, da to seveda ni res, da hrvaški policisti so zelo etični in nikako ne bi počeli ničesar takega, kar v bistvu jim očitajo, sploh pa se vidi, da je to absurdno, ker kje bi dobili policisti kečapa in majonezo. In to je bil en od glavnih argumentov, zakaj so take obsodbe nesprejemljive. Ampak naš kolega, ki je bil na terenu v Bihaću, je opazil, kaj se da od tako imenovano game food. To pomeni, da v bistvu v Bihaću, v Veliki Kladuši, ko so ljudje šli na pot, so od organizacij dobili določene stvari. Recimo med drugim čebulo, med drugim recimo so dobili majonezo in kečap. Zato, da bi lahko na hitro si stisnili na poti to hrano, da bi lahko preživeli težko pot. Ampak tega ne moreš vedeti, če nisi na terenu. In potem, ko je v bistvu, ko to veš, je vsa ta poročila tujih organizacij in v bistvu pričevanja migrantov, beguncev so popolnoma validna, točna, natančna in tudi strašljiva. Ker to pomeni, da dejansko potem lahko samo zgroženi nad tem, kar pravzaprav policisti počnejo. Toliko. Ja, mislim, da ti primeri res kažejo, da je knjigo vredno vzeti v roke. Knjigo mimogrede lahko kupite tukaj malo bolj naprej na stojnici založbe Univerze v Ljubljani. Preden pa mi končamo, še zadnje vprašanje za vse tri. In sicer, kakšna je vaša želja za pot te knjige? Kaj si želite, da knjiga doseže? Kdo bi bil idealen bralec, bralka? Hvala, Ana, za to vprašanje, res so dobro. Nismo se nič pripravili naprej, tako da vsako vprašanje je presenečenje, tako da hvala. Kot sem že prej rekla, meni je to učbenik za moje študente in na ta način ga vidim, ker v bistvu dostikrat nisem uspela tako celovito zajeti določenih pojmov in zdaj, ko mi čakam, da bo študenti to brali in da bojo v bistvu oni sami povedali, kaj manjka, kaj mi všeč, ni všeč, da bojo kritični in da bojo mogoče kdaj kasneje oni sami napisali kakšen drug ali pa objavili kakšen drug priročnik, mogoče bo ostalo na online verziji, torej spletni verziji, mogoče ne bo več fizično, ampak upam, da vseeno bojo fizične knjige in upam, da bojo v slovenščini. Ja, jaz težko reči še kaj drugega, kot da se strinjam, da se mi zdi, da je to učno študijsko gradivo, ampak mogoče ne samo za študente, ampak v bistvu za kogarkoli, ki mogoče nekaj pozna migracije, pa ima neko idejo, neko perspektivo, ampak bi jo želel poglobiti, zato ker so res pojmi so obdelani in zgodovinsko perspektivo, geografsko perspektivo, antropološko, socialno, zelo veliko različnih komponente, na katere ne bi pomislila, pa ti lahko odpre, ali pa mogoče potem tudi vidiš povezave med stvarmi v kontekstu migracij. Tako da ja, jaz mislim, da je ta knjiga tako je čisto v redu, učno gradivo za kogarkoli, ki ga to vsaj malo zanima. Ja, jaz se strinjam. In tudi, upam, da tudi sami ljudje, ki so begunci in begunke, migranti, migrantki, da bodo brali in da bodo kritično pač razpravljali z nami. Dobro, najlepša hvala vsem trem in hvala vam za obisk in poslušanje.